Lepo pozdravljeni. Jaz sem po osnovnem poklicu učiteljica, zato rada govorim o prispodobah in bom tudi za naš načrt na področju šolstva uporabila prispodobo tehtnice. Jaz vem, da je tehtnica sicer tradicionalno rezervirana za neko drugo področje, vendar pa je pri razvoju tako občutljivega področja, kot je izobraževanje, to čisto pravšnja prispodoba. Namreč, uvajanje sprememb v šole mora biti dobro pretehtano, temeljiti na zanesljivih in kvalitetnih podatkih. Po drugi strani pa je pomembno tudi to, da šolstvo potrebuje uravnoteženost, harmonijo, stabilnost in to predstavlja tehtnica. Jaz se bom v marsičem navezala na mojo predhodnico, zlasti v tistem delu, da se je treba povezovati in da je treba delati z novimi tehnologijami. Torej, že naš slogan na področju izobraževanja, se pravi kakovostno in pravično javno šolstvo, v sebi nosi dva močna poudarka. Eden je dostopno javno šolstvo, ki mora biti zares dostopno v pravem pomenu besede, ampak hkrati tako fleksibilno, da lahko mladim omogoča razvijanje svojih posebnih talentov in sposobnosti. Se pravi, da ga nekoliko unificiramo. Nisem našla kakšnega boljšega izraza, ampak jaz verjamem, da razumete. Zdaj, kako bomo to dosegli? Kot prvo je treba posodobiti delo vzgojno-izobraževalnih zavodov. Nujno. Kot veste, večina pouka, večina dela še vedno temelji na prenosu informacij, učitelj, učenec, učitelj, dijak, profesor, študent, kar je seveda, kar smo že zdavnaj prerasli. Če ste poslušali, dobro ste poslušali verjetno mojo predhodnico Katjo, ki je povedala, da je nova tehnologija tukaj. Mi ne usposabljamo za nove tehnologije, ampak moramo samo vzeti možnosti, ki jih ponuja, in to čim bolj uvesti v vzgojno-izobraževalno delo. Se pa hkrati vsi zavedamo, to je pa drugi del tehtnice, da prinaša nova tehnologija tudi številne pasti za mlade. Jaz sem bila zadnjič na enem posvetu, kjer je govorila profesorica doktorica Danica Purg in je rekla, da high-tech potrebuje high-touch. Se pravi, na eni strani je res to visoka tehnologija, ampak po drugi strani je treba pri mladih bolj kot do zdaj vzgajati vrednote oziroma socialne veščine, kot so sodelovanje, kritično razmišljanje, veselje do umetnosti, solidarnost in podobno. Kot drugo bi izpostavila povezovanje z okoljem, najprej seveda z gospodarskim, pri pripravi novih programov, pri skupnih projektih, povezovanje tudi pri morebitnih spremembah v mrežah šol, ne samo poklicnih in strokovnih, ampak predvsem tem, ker mi moramo izobraževati zato, da bodo naši mladi zaposljivi. Bi bilo pa zelo kratkovidno, če bi rekli, da šola vzgaja in izobražuje samo za zaposljivost. Mi moramo upoštevati tudi to, da mladi živijo v nekem okolju, v enem drugi stvarnosti kot do zdaj. Pri nas je dejstvo multikulturnost, starajoča se družba in tudi te potrebe je potrebno upoštevati pri pripravi novih programov ali pa tudi odpiranju novih šol. In tretje področje, ki se mi zdi in je bilo tudi že danes dvakrat omenjeno, to je pa vzpostavitev večjega zaupanja. Jaz ne mislim, da ni zaupanja v šolstvo. Naše šolstvo je razmeroma dobro, sploh na teh mednarodnih primerjavah dosegamo zelo visoke rezultate. Naše šolstvo je sicer nekoliko
odvisno po katerih lestvicah gledamo, finančno podhranjeno, v smislu, da je delež BDP-ja v zadnjih letih padal. Če pa gledamo druge raziskave, kot so na primer Education at a Glance, pa vidimo, da je pa delež sredstev na učenca, dijaka, je pa večji od povprečja OECD-ja in večji od povprečja Evropske unije. Se pravi, da odvisno nekatere podatke primerjamo in gledamo. No, in ko govorim o okrepitvi zaupanja v šolstvo, ne govorim, da šola ni prostor ali ni nekaj, v kar naši državljani ne zaupajo. Mi smo se tukaj zelo visoko uvrstili vedno, ampak ko pa pogledamo posamezne akterje v šolstvu, pa vidimo, da je to zaupanje bilo porušeno. Treba je odpreti prostor za dialog med šolo in starši, se pravi, da bodo starši zaupali šoli, šola pa staršem. Da bodo šole zaupale ministrstvu, ministrstvo pa šolam, ne da jih obremenjuje z nepotrebnimi administrativnimi postopki. In zato pa potrebujemo, tako bomo na ta način, bo seveda avtonomija dana tako učiteljem kot šolam. Avtonomija se ne dobi sama po sebi, jo je treba razvijati v dialogu, ampak za vodenje avtonomnih šol pa potrebujemo tudi visoko profesionalne vodje šol. Mi si želimo, da bi našo šolo zapustili odgovorni državljani, mladi, ki bodo odgovorni za svoje lastno učenje, ne da to odgovornost prevzemajo starši pa inštruktorji pa ne vem še kdo. Mladi, ki bodo odgovorni za svoja dejanja, in pa mladi, ki bodo tudi odgovorni do države, do njenih inštitucij in ne nazadnje seveda tudi do njenih simbolov.